To lahko kaj zahaklaš? Pa tole malega. Original. Zakaj bi se mogli samo odrasli otroci igrati? Ja, valjda. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, spoštovani gledalci in gledalke. Evo, danes je vrhunski, perfektni dan za igranje. In v moji družbi zanimiv sogovornik, s katerim bova govorila ravno o igračah. Kaj bi morali starši vedeti, recimo, ko kupijo svojmu ta-malmu kakšne igrače, ali pa babice, pa dedki, pa to. Ker igrač je na vsakem vogalu poln. Ja, igrač imamo zelo dosti, ne? Vseh različnih vrst, bilo kakšne. Moramo vedeti sploh, kaj si otrok želi, s čim bi se rad igral, pa pol kakšno vrsto igrače. Ne bomo zdaj kupili za 12-letnika tremu-letniku, ne? To moramo zelo paziti, ne? Ampak kaj pa se tiče te, recimo, izbire pri samih materialih, pa kakovost, pa te zadeve? Ja, najboljše je, mislim, jaz predlagam vsem naravne igrače, ne? Ko že prijmeš igračo, to je že nekaj čist drugačnega kot pa neka plastična igrača. To je naravni material, ki je topel je, pa otroci imajo radi še vedno les, še res nekaj posebnega. Tudi na planet malo pazimo, ne? Ja, tudi. Pa verjetno že v samem otroštvu otroka vzgajamo v to, da bo vedel, kaj so naravni materiali, kaj pa tista plastika, recimo, ne? Ja, moramo paziti, pač na okolje moramo gledati, ker danes je že pač, da sami negativni materiali se uporabljajo za igrače, neki niso niti zdravi za otroke, ne? Tu pa imamo recimo les, če bo otrok, vemo, da kaj delajo otroci, primejo, v usta davajo in razne barve, ne? Danes že imamo take materiale, da so barve prijazne okolju in ne škodujejo zdravju. To je najbolj pomembno, ne, za otroka. Drugače pa zelo zanimiva zadeva, ne? Igrače, ki jih lahko najameš. Ja, to imamo v našem podjetju zdaj na novo, ker gledamo, da pač kopičijo se igrače, nove se kupujejo, stare se davajo v omare noter in se nalaga in nalaga. Pač smo prišli na to idejo, zakaj ne bi probali igrače izposoditi, ne? Igrače so zelo dolge, trpežne so in damo v najem, recimo, primer vzememo. Vzememo si te tri igrače. Okay. Imamo za vsakega nekaj, za fanteka, za punčko, pa za motoriko. Ne? Si izberemo tri igrače, plačate najemnino za mesec dni in otrok se igra mesec dni. Naprimer, otrok se po 2 dneh že naveličal, pa po tednu dni se teh 2 igrač naveličal. Kaj naredimo? Pošljete jih nazaj, si izberete druge 2 in dobite spet novi 2, recimo, takole, za mesec dni. Čisto preprosto. No, to je super. Se mi zdi, da precej več placa v omari, pa na dolgi rok lahko na ta način tudi prihraniš? Seveda, prihranimo. Recimo, igrače danes več niso tako poceni, sploh lesene. Lesene so zelo kvalitetne, trpežne. In kaj najbolj pazimo, da ne bi otroka nečemu izpostavljati, ja, žal, zdaj si pa ne moramo nič privoščiti, ne. No, tako pač gledamo racionalno naprej, ne, da pač ohranimo s tem tudi naravo in prišparamo zelo dosti denarja. Zakaj bi mogli vsaki teden kupiti novo igračo, pa ne vem, 20-30 evrov dati ven, če si pa lahko sposodimo vsaki dan drugo. A pa je to v tujini že kje? Je že taka praksa? Ja, koliko smo zaznali, je to v Nemčiji. Pa mislim, da še v 2 državah, ampak saj to ne vidim. Otroci na kakšen način to spremljajo, pol vse skupaj, pa skozi nove igrače, pa skozi nove stvari. Verjetno mi je fajn to, ne? Seveda, zakaj bi mogel imeti zdaj recimo eno igračo, ne vem, 2 leti, če lahko ima skozi nekaj novega, ne? To že razvije na motoriki, ne? Danes bomo dali nekaj za igranje, drugič bomo dali nekaj za učenje, ampak kaj pravimo, ne? Učenje tudi lahko postane igra. Ja, seveda, a ni to namen? To je namen tega, ne? Na kakšne igrače ste se vi predvsem osredotočali, kot ste že omenili, iz naravnih materialov? Naravnih materialov, najbolj iz lesa,
pol okolju prijazne, to seveda, in najbolj pa za razvijanje motorike. Ne, ker danes gledam, ko grem po mestu, vidim, da že 3-letnik sedi zraven starša in se igra z mobitelom. Ne. Ja, to jih ni najbolj praktično. Da je kar problem nastal. Včasih, ne takle, ko greš zdravniku, ko greš doktorju, pa to, ne. Včasih si videl, so imeli kakšnega avtočka zraven, pa kaj takega. Zdaj pa dejansko tablico otroku porineš v naročje, pa imaš mir, ne? Ja, tako da ima starš mir, ne, in lahko dela kaj druga, ne. Pač, zakaj pa ne bi dali neke nove igrače, ne, ko bo res zanimivo bo in... Kako pomembno, oziroma kakšna razlika je, če ima otrok nekaj na mobitelu oziroma nekaj na tabličnem računalniku, pa nekaj, kar dejansko uporablja svoje roke, gleda, razmišlja, kako, na kakšen način? Ja, mislim, da če prejmeš v roko neko stvar, ne, jo otipaš, čutiš toplino, je bolj zanimivo, kot pa da sediš tam pa gledaš tisti ekran noter. Mislim, da je bolj zanimivo to. Dejansko razviješ vse svoje sposobnosti in vse občutke. Roke, prste, čutiš, tipaš. Zanimivo. No, mi bomo pa za naše gledalce in gledalke, ker seveda želimo spodbujati to oskrbo in planeta in našega žepa, ne, prihranimo, smo se odločili skupaj z vašim podjetjem, da nekomu podarimo mesečni najem. Mesečni najem 3 igrač po želji, grejo na spletno stran www.mojigrače.si. Si izberete 3 igrače, preberite predvsem pogoje najema, da ne bo pol kakšnega neprijetnega presenečenja. In pol, ko dobimo mi denarno nakazilo, pošljemo v tistem dnevu še igrače, tako da se že drugi dan lahko otrok veselo igra. Ok, za mesec dni. Kaj pa, če recimo potem otrok se pa ful zalupi v eno igračo, se pa kar z njo igra, se jo da tudi potem... Ni problema, se najem podaljša, tisto igračo lahko obdrži, in dobi druge, kaj se pač izbere. A je mogoče tukaj kakšen problem ali pa kakšna skrb, recimo, ne vem, da ne bi bile čiste ali pa kakorkoli, vi poskrbite za to? Vse igrače, kaj pride za najema nazaj, se očistijo, higienično, sterilno, so vse čiste, se zapakirajo v škatle in se pošljajo na druge stranke. Super, odlično. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, tudi tisti najmlajši, oziroma mladi po srcu, kakor sva midva danes, na našem državnem omrežju Facebook boste torej že lahko našli tudi tole objavo, pa tudi na vaši strani, Moje igračke. Igrače.si. Tako, boste že lahko našli tole objavo in se lahko torej prijavili za torej brezplačni najem igrač. Zdaj, meni se zdi, da je to res super ideja in da ne bi smeli imeti starši občutka, se je tukaj slabo, nam pa ne gre, da moramo najeti igrače. Ne, to sploh ni. Se mi zdi, da je zmaga na vseh straneh. In za otroka, da je zmaga, in za starša, da je zmaga, in za planet je zmaga. Seveda. Katera igrača je pa pri vas tak največji hit, katero si najbolj sposojajo? Pa mislim, da grejo kar vse. Ni zdaj nekega, kako bi rekel, da bi zdaj najbolj ta bila izpostavljena, ampak vse igrače, mislim, da so vsaka posebej neka zanimiva na svoj način in ni neke razlike. Zanimivo. Tale je verjetno kar hit, ne? Ta je že kar popularen postal, ja. Ker je že malo večji, niti tak in otroci že lahko zraven stojijo, pa imajo zelo radi, ja. Kako si pa ti sam prišel na to idejo, da si se lotil nekaj takega? Ja, ker sem sam starš čudovitega 2,5-letnika in se nam začele po enem letu že igrače kopičiti, pa smo se igrala na podu, tako kot mi dva zdaj, ne? Ja. In pa se pač gledal, kaj imamo že vse igrač, v kotu so se nam že nabirali igrače. In moram povedati, da sem pač pol nekako prišel, zakaj pa se ne bi probali igrače sposoditi, če se že pa dan skoraj vse sposoja. Ne, od avtov do oblačil, do ne vem česa. Ne, pa se proba pač z igračami.
Ampak v Sloveniji se mi zdi, da je še kar malo tabu pri sposojanju teh stvari, pa ali pa, ne vem, v najemu živeti, pa vse te zadeve, da si sposojamo. Smo malo, ne, taki, da hočemo imeti kakor hočemo imeti svoje, ampak se odpiramo. Ja, se že odpira trg, tako da ni več to. Ja, zdaj pa smo mogli otroki si izposoditi igrače, da se lahko igra. Ni več tega. Takole, torej, če je tudi vas navdušila tale ideja torej o najemu igrač in bi to seveda želeli tudi preizkusiti, se veste, kaj pravijo, probati ni greh, potem hitro na našo družabno omrežje, na Facebook stran Klepet ob kavi. Ti imaš si na Facebooku, imaš? Seveda. No, na moje igračke, ne? Moje igrače. No, tako, evo, tudi to bomo seveda delili, tako da boste hitro in lepo lahko našli in zapišite torej pod svoj komentar, koga imate, ne, kdo se bo igral za temi igračkami in morda boste prav vi tisti, ki ga bomo izbrali in nam boste seveda potem tudi povedali, kako in kaj, na kakšen način ste doživeli to izkušnjo, torej najema igrače, kar se mi zdi res blazna ideja. Pa pri vas se da, pa kupice tudi da, ne? Seveda, kupice tudi dajo, če kjer je starš pač... Če se v kako zaljubo, ne? Ja. Zakaj pa še damo vedno kakšen dober popust. Aha, no, evo, super, krasno. Je verjetno tale praznični, novoletni čas tisti, kjer starši največkrat posegajo po igračah, ne? Ja, res je, da pač hočemo vedno, kako pravijo, najboljše za svojega otroka, ne? In pač mi se trudimo biti tudi najboljši v tem. Odlično. Najlepša hvala za vse te informacije, ki ste jih podali. Če zdaj povzameva, se pravi, kaj moramo vedeti pri igračah, bodite pozorni torej na samo kvaliteto, izberite torej naravne materiale, ki so trajnostni. Včasih je bilo tako, ne, da si kupil, pa si imel boljše za 3 generacije naprej. Ja, jaz vem, da še imam en avtek shranjen, pa ki je že tudi, meni se zdi, da okrog 25 let star že. In ga tudi še hranim. Iz katerega materijala? Lesa. Iz lesa, ne? Lesa. Takrat je bil les najbolj popularen, pa mislim, da še danes vedno. Super, odlično. Torej, kakovost materijalov in pa torej možnost, da pa vendarle lahko najamete, ker veste, da tukaj gre hitro gor pa dol, ne, kar se tiče navdušenja otrok in tudi, da spoznavajo različne materijale in krepijo svojo motoriko. Vse to je veliko boljša rešitev kot pa tablični računalnik in sam gledati noter, ne. Naj vam bo svet lep in hitro torej na našo Facebook spletno stran Klepet ob kavi.